Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes, kot vidite, sem spet na neki novi lokaciji. Tisti, ki me spremljate na YouTubu, zadnje čase pogosto vidite, da se moja lokacija kar spreminja. No? Danes ne boste verjeli, sem v zvočno izolirani kabini Arena Sport, kjer komentatorji snemajo, komentirajo razne športne prireditve. Bili so tako prijazni, da so mi odstopili eno od kabin, ampak pod črto ni važna lokacija, važna je vsebina in tudi danes bomo obdelali zelo aktualne teme o inflaciji, borzi, kriptopolomu, recesiji, napakah centralnih bankirjev. Se bom pogovarjala z Egonom Zakrajškom, ki ste ga že imeli priložnost spoznati na MoneyHow. Egon, bom še na kratko povzela, Egon je večino življenja živel v ZDA, 25 let je bil zaposlen na največji in najvplivnejši osrednji banki na svetu, ameriškem Fedu, lani pa se je z družino preselil v Švico in se zaposlil kot višji svetovalec na banki za mednarodne poravnave. Zdravo, Egon. Živjo, Marja. Kako si? V redu. Utrujeno deluješ. Utrujeno, ja. Zgleda, da se pripravljamo na nov rodeo, kot bi se temu rekli. Ja. Od zadnje debate, ko smo imela v etru, se je res nabralo kar nekih čudnih situacij. Vse od povišane inflacije, ki se je izkazala, da ni začasna, do serijskega dvigovanja obrestnih mer, vsaj čez lužo je tako, v Evropi temu ne moremo tako reči, pa dejansko do vojne. Ko je pestro obdobje je za nami, predvidevam pa, da je tudi pestro obdobje pred nami. Kaj misliš? Sigurno. Zdi se mi, da se je, če premislimo, da gremo nazaj, recimo 6-9 mesecev, smo bili vsi nekako koncentrirani bolj na izhod iz pandemije, bil je nekakšen optimizem, da se je z razvojem zdravil, cepitev in stopnje cepitve med prebivalstvom, ki je dovolj visoka, da se je ta pandemijska COVID pač, da smo ga nekako umirili. Gospodarstva, vsa večina velikih gospodarstv so imela, izredno, so se odbila iz dno COVID-a, ekonomska rast je bila izredno močna, trg dela se je stabiliziral, seveda finančni trgi so bili zelo evforični, glede na perspektivo, na podporo centralnih bank. Seveda je bilo jasno, da so se pokačali, da so se cene določenih stvari, da so se dvigale, ampak to so bili, kot bi rekel, relativne cene, kar je bilo normalno, glede na to, da so bili še zmeraj te verige, supply chains, so bile pač malo premešane, stvari še niso funkcionirale, ampak bil je nekakšen optimizem in to se je, kako hitro se stvari spremenijo. Smo v situaciji, kjer je inflacija na nivojih, ki jih nismo videli desetletja. To so številke, ki jih velike generacije, mlajše generacije, nažalost se teh številk bistveno bolj spomnim, kot pa najbrž tvoji mlajši poslušalci, ampak to je druga zadeva, seveda potem tragična vojna v Ukrajini, po drugi strani ponovni te variante COVID-a, kot so te subvariante Omikrona, spet razsajajo. Tako da nekako zgleda, da je bilo, prezgodaj smo odpirali šampanc, kot bi se temu reklo, in zdi se mi, da nas čaka, bi rekel, kar neprijetnih in zahtevnih nekaj let. No, vse to bova malce več potem tudi v detajle zanalizirala kasneje. Bi pa rada eno zadevo, midva sva se pogovarjala aprila lani, takrat dejansko nihče ni predvidel, da bo inflacija taka, kakršna je danes, ne, takrat smo govorili o začasni inflaciji. Recimo, včeraj sem gledala Pavla, prvega moža centralne ameriške banke Fed, ki je na včerajšnji konferenci o mednarodni vlogi ameriškega dolarja dejal, da je Fed akutno osredotočena, da z ukrepi vrne inflacijo na raven okrog 2%. Kako si lahko razlagamo zdaj to retoriko? Razlagamo si retoriko v tem smislu.
Zdaj, ne bom rekel, da je bil samo Fed, veliko ekonomistov, poznavalcev finančnih trgih so pričakovali, da bo leto nazaj, recimo marca, aprila, maja, inflacija lanskega leta se bo izkazala kot trajno. Bilo je veliko nepredvidenih šokov, seveda po eni strani bili so tudi določeni stvari, ki so se izkazali, da so dali bistveno večji impuls inflacije, kot je bilo na začetku pričakovano, ampak kar je to jasno, da se je na Fedu, ne samo na Fedu, na ECB-ju in v vseh, glavnih centralnih bankah, da se je mišljenje o inflaciji obrnilo 180 stopinj. Fed se zaveda, da je nekako, to je bila nekakšna kalkulirana poteza, strategija, da je hotel, zagotoviti čim večji ekonomski odboj iz dna COVID-a. Na začetku, ko so se že pogovarjali o tem, so bili te visoki inflacijske številke, ki so se na začetku pokazale posledica v bistvu relativnih pric, da so bili določeni segmenti po teh košaricah potrošniških, ki so se cene ogromno dvigale. To se je dalo razumeti, to so bile relativni ceni dvige, ampak smo pa sedaj v situaciji, kjer je vzdig cen postal splošen. Vzdiguje se vse, vedno večja je sinhronizacija dviga cen in tega se seveda centralne banke zavedajo in seveda tudi vejo, da njihov mandat, nekaj, kar sigurno lahko naredijo, da to inflacijo v bistvu znižajo, da jo privedejo spet v nivo, ki je konsistentna z njihovimi mandati, to je za Fed tam okoli 2%. In seveda to probajo narediti s tem, da ne bodo pahnili gospodarstvo v recesijo. Treba se zavedati, da monetarna politika, kot jo vodi, je izredno efektivno, ampak je tudi izredno grobo orodje. To je po eni strani kot kemoterapija, ki seveda ubije slabe celice, ampak ubije tudi dobrih, zdravih celic in seveda to ima lahko posledice. Pravi, kaj Powell in kaj zdaj vsi, šefi centralnih bank, kot Madame Lagarde in tako naprej, se zavedajo, da je kredibilnost centralnih bank, da je to resna zadeva, da imajo mandat in da trgi, politiki seveda pričakujejo, da ne bodo pustili, da pridemo v nekakšen, kot se reče, self-sustaining inflacijski režim, iz katerega, da prideš ven, je bistveno težje in zahteva bistveno večji padec ekonomske rasti. Tako da s tem signalizirajo, pošljajo signal trgom, da se zavedajo, da je to resna zadeva in upajo, da s tem vplivajo na inflacijska vprašanja, ampak seveda, na koncu moš pa tudi pokazati to, kaj govoriš. In to se pa izkazuje s temi zelo agresivnimi dvigi obrestnih mer, še posebej na drugi strani Atlantika. Ja, pri nas še ni nobenih. Moramo počakati do julija. Evropa ima bistveno drugačno ekonomsko situacijo. Evropa je v bistvu nekako, nažalost, je ECB je v eni taki slabi šahovski poziciji, kjer ima res visoko inflacijo. Po drugi strani pa se seveda ekonomska rast bistveno niža. In to je najbolj, slaba dilema, ki jo centralne banke imajo. Kako se ti soočiti z negativnimi supply shocks, kjer se cene in brezposelnost premikajo v isto smer. Cene rastejo, brezposelnost raste. Kaj v tem primeru narediš? To je zelo komplicirana dilema, ampak tudi ECB, kjer je jasno, kaj je njen mandat, bo ukrepala, ampak seveda glede na to, kaj se dogaja v realni ekonomiji. A greva majčka nazaj na Fed. Fed je v bistvu na zadnjem zasedanju so dvignili za rekordnih 75 bazičnih točk in sedaj na razponu od 1,5 do 1,75.
Zdi se, da je šlo za neke vrste predjed na večhodnem meniju, če lahko tako rečemo. Nekako tržni udeleženci uračunavajo, da se bo ta agresivna politika še nadaljevala. Do konca leta naj bi se povzpela celo na raven okrog 3,25% in dvigi naj bi se nadaljevali potem vse do naslednjega leta. Kako se bodo odzvali ali pa kaj lahko pričakujemo na obvezniških in delniških trgih, če se vsi ti scenariji uresničijo? To verjetno marsikaterega vlagatelja v tem hipu tudi najbolj zanima. Ja, absolutno, ja. To je, bi rekel, dve stvari sta. Eno je, treba je razločiti, kaj bo nepričakovana, kaj bodo nepričakovani premiki, kaj so pričakovani premiki, se pravi, kaj je že nekako upito v današnje cene, kaj recimo investitorji že pričakujejo, da bo Fed naredil. Se pravi, s tem, da je Fed vzdignil za, kot si rekla, 75 bazičnih točk, je bil najvišji dvig iz zgodnjih 90-ih letih, je jasno, mislim, velik del tega je, ki je Fed je seveda za svojo komunikacijo pripomogel, da ta dvig ni bil totalno nepričakovan. To je bil en dan pred sestankom odbora, to je bil zelo zanimiv članek v Wall Street Journalu, ki je nekako začel opisovati, o čem se pogovarjajo. To je bilo jasno, da je ta članek je bil, kako bi se rekel, plasiran, da se pričakovanje na finančnih trgih nekako prilagodijo temu, kar Fed dela. To je jasno. Zdaj tako je, če se izkaže, da lahko Fed dela točno, recimo, gremo konkretno, da ne bo nobenih presenečenj več. To, kar je zdaj nekako upito v cene kratkoročnih pričakovanih obrestnih mer, se bo dogodilo. Se pravi, Fed bo v bistvu samo potrdil pričakovanja finančnih trgov. To potem po drugi strani nekako ne more imeti že nekakšnega ogromnega vpliva, ker je to pričakovano. Finančni trgi gledajo naprej, se pravi, v določeni meri so te tveganja že upite v cene. Zdaj, kaj potem bo pomenilo? Zdaj bo, če se ta scenarij zgodi, če je to zdaj, bi rekel, da je to varianta se nekako v naslednjem letu in pol dogodi, potem bodo finančni trgi v bistvu največ reagirali na to, kaj se dogaja v realni ekonomiji, kaj se dogaja s profitom, kaj se dogaja z ekonomsko rastjo in bodo izredno občutljivi na podatke o realni ekonomiji. Po drugi strani, če se pa seveda izkaže, da je ta inflacijski impuls bistveno bolj trajen, da so se začela, kar že malo mogoče kaže, vzdigovati kratkoročna, srednjeročna inflacijska pričakovanja, da se bo začela dinamika plače, cene, v tem smislu, bo pa seveda Fed mogel v bistvu tudi popraviti ta pričakovanja in to se potem lahko seveda zgodi, seveda bodo probali biti komunikacije, ko ti nočeš nekako bi rekel šokirati finančnih trgov, kam to lahko izredno destabilizira, ne samo finančne trge, končno tudi realno gospodarstvo. Se pravi, ta komunikacija, koliko, kako, kdaj, kaj bodo koraki, kako visoki bodo koraki, sequencing teh je najbolj, bi rekel, zahtevna strategija, kaj jo sedaj vodi. In to bo, treba se zavedati, da je Fed, kot sama Fed reče, da so data dependent, to pomeni, da bodo gledali in reagirali na podatke in kaj so prognoze na bazi teh podatkov. Tako da, bi rekel, veliko negotovosti je, kako se bo monetarna politika odvijala v srednje in kratkoročnem času in seveda, finančni trgi nimajo radi negotovosti, tako da nekaj te negotovosti se izkaže kot višene premije tveganj, ampak je pa jasno, da bi rekel tako imenovani, bi rekel, zelo rizični finančni inštrumenti, in cene padajo. Padajo iz čisto normalnega oblike, zato ker je njihova diskontna vrednost, ki je diskontirana po višjih obrestnih merah, bistveno manjša. Kaj mene najbolj skrbi je to, da seveda Fed zdaj hoče nekako prideti, hoče se postaviti pred, hoče neko anticipirati in postati, da je dovolj agrivna in upa, da mogoče z nekaj agresivnimi
vzdigi obrestnih mer nekako pride, kot se reče, ahead of the curve. To je upanje. Če pride, bo seveda v redu, če ne, potem se pa lahko stvari bistveno zapletajo. In seveda govorimo potem ne samo o finančnih, ne govorimo potem samo o finančnih trgih, govorimo tudi o realni ekonomiji. Pri visokih obrestnih merah, seveda cene nepremičnin, gradba, se pravi deli ekonomije, ki so izredno vezani na obrestne mere, ki so zelo občutljivi na male premike od dolgoročnih obrestnih mer, že seveda padajo. Če to se potem prelije v bolj globoko recesijo, bo se tudi to negativno vplivalo na finančne trge. Zdaj, ko omenjaš, da v bistvu centralni bankirji so pozorni na podatke, na statistike in napovedi, ampak če pogledamo, te napovedi se res stalno spreminjajo. Od vseh možnih inštitucij, ki jih dobivamo, zdaj se pa res kot bi bili v tekmi, kdo bo bolj dramatičen in kdo bo seveda zadevne. Na tak način, tak občutek imam, ko to spremljam. Ja, veš, to je dober izraz v angleščini. Forecasting is hard. Forecasting future is even harder. Veš, ljudje se, jaz kot profesionalni ekonomist, ki se s tem ukvarjam leta in pišem članke, in tako naprej. Veš, ljudje ne razumejo, da naša možnost, da napovemo, kaj se bo recimo dogajalo z BDP-jem, rastjo BDP-ja, kvartal 1, 2, 3 kvartale vnaprej, je izredno šibka. Govorimo o pol leta nazaj. Tle imamo, nekaj, kar lahko, rečemo, statistično je boljš, kot pa da mečemo kocko. Ko greš pa enkrat naprej, na 4 kvartale, nažalost, tako je. Da to pomeni, to ni znanost, to ni eksaktna znanost. Tako približno, kako je težko napovedati vreme več kot par dni vnaprej, je bistveno še težje napovedati, kaj se bo zgodilo z ekonomsko rastjo v dolgoročnih terminih. Tako da to ni zdaj, ampak to se vsi vemo. Zato sem prej rekel, da so centralne banke izredno data dependent. Zato, ker ti podatki, jih imaš trenutno, v bistvu ti nekaj povejo o kratkoročni stvari, ampak dolgoročno je pa izredno negotovo. In tega se seveda tudi finančni trgi zavedajo in zato so, projekcije, kaj se lahko dogaja ko govorimo o letu, 2 letih, so tako negotove in se tudi tako hitro spreminjajo. Zdaj, trenutno imam pred sabo en tak zelo zanimiv graf. Gre za graf indeksa Bloomberg Global Aggregate Index, ki spremlja gibanje vrednosti globalne košarice obvezniških izdaj z nadpovprečno bonitetno oceno. In zdaj, ko gledam ta graf, vidim samo en strmi padec navzdol za 19%, in to je največji upad tega indeksa, odkar ga izračunavajo, in sicer od leta 1990, niti v finančni krizi leta 2008 ni padel tako globoko kot zdaj. Kaj za to pomeni? Smo na pragu nove, mogoče finančne krize ali pa, ne vem, kako ti gledaš na to? Mislim, bi rekel, finančne krize ne. Finančne krize ne. Nekaj razlogov je, zakaj. Nekaj zelo tehtnih razlogov je, zakaj ne govorimo o scenariju, kot je recimo bil 2007, 2008, 2009 v Evropi še kasneje. Ena stvar je to, da je, bi rekel, kje se dogaja, na kaj vpliva, delajo to centralne banke. Seveda so cene nepremičnin, ko so visoke v veliko državah, in je jasno, da se bo rast umirila, mogoče se bo celo stabilizirala v določenih, bi rekel, državah, mogoče ali trgih, ko se lahko tudi cene znižajo, ampak je zelo neverjetno, da bo imelo to takšen katastrofalne posledice, kot jih je imelo 2008. Po prvi strani so, bi rekel, ljudje, ki imajo te hipoteke, ki imajo bistveno več, kot bi rekel, equity. Niso imeli tistega
razvpitega trga o subprime obveznicah, kjer so ljudje dobivali hiše, kjer še ljudje niti plačali niso prvega obroka, hipoteke in tako naprej. To je ena zadeva. Drugič je to, banke imajo bistveno več kapitala. Banke so zelo kapitalizirane in bi rekel, mogoče celo pri tej normalizaciji obrestnih mer, ko govorimo, da se bodo obrestne mere vzdignili iz negativnih v pozitivno, to nekako bankam tudi pomaga. Kljub temu, da najbrž bodo imeli malo več izgub, seveda določena podjetja bodo šla v bankrot, ne bodo poplačala posojila, seveda bodo mogoče tudi določena gospodinjstva ali osebe, ki bodo morajo poplačevati svojih dolgov. To je pač del normalnega cikla, ampak banke imajo bistveno več, kapitala in so tudi pripravljene. Tudi regulacija je nekako boljša. Tako da v tej krizi težko, bi rekel, nismo v bi rekel, nastanju, kot smo bili 2007. In ne samo to, tudi seveda Fed, če se bodo stvari začele zelo, ali druge centralne banke, bistveno slabše na finančnih trgih, da bo prišlo do zelo visoke zaostritve, bi rekel, finančnih razmer, potem tudi pomeni, da Fed tudi manj treba da naredi, ker to že same, Fed proba narediti, nekako zaostriti razmere kreditiranja, nekako upočasniti ekonomsko rast. Seveda ne upočasniti tako, da vse pade dol in se vse sesuje, ampak da se nekako stvari uravnijo, da se pomagajo pritiski. In seveda to ne pomeni samo obrestne mere. V Ameriki to pomeni vzdiganje, s tem, ker se je ta indeks, ko mu cene pade, to pomeni, da so se tako imenovani spreads, razmerja med obrestnimi meri teh finančnih inštrumentov in inštrumentov na državne obveznice, ki nimajo tega kreditnega tveganja, te premije so se bistveno zdignile. In te premije zaostrujejo finančne pogoje, kar avtomatsko, bi rekel, bremza gospodarsko rast. Tako da to je del učitka. Seveda, problem je, a bo zdaj pritisnil tako močno na bremze, da se ti bo avto ušel iz kontrole ali ne. In to je pa ta igra, o kateri bomo videli. Ko zdaj te poslušam, se spomnim na tvoje besede iz aprila 2021. This time is different. Ja, to je bilo v drugem kontekstu. This time je bil different, je bil v drugem kontekstu. Seveda je pa tako, treba se pa zavedati, da bi rekel, od nekje sredih 80-ih let, no tudi prej, veliko recesij, še posebej pred 80-imi leti, govorimo 60, 70, prva polovica 80, mogoče so do 90-ih, je bila večinoma ekonomskih recesij, se pravi, to so bile, veliko centralne banke so jih sprožile. Vzrok centralnih bank. Centralne banke so bile, doskrat so bile, bi rekel, kot behind the curve, inflacija se začela vzdigati in se potem pohitele z vzdigom obrestnih mer, doskrat se je ta dvig izkazal, da je bil prehiter, premočan, previsok, kar je pahnilo ekonomijo v recesijo. Se bomo temu zdaj izognili? Ne vem, jaz bi rekel, šanse so 50-50, ampak seveda centralne banke bodo poskušale, bi rekel, vsaj nekako ublažiti ta padec. To je ful zanimivo, ko v bistvu zdaj razlagaš, da centralne banke lahko v bistvu sprožijo recesijo. Zdaj sem tudi našla neke statistike. Analitiki trenutno verjetnost recesije v ZDA v naslednjih 12 mesecih postavljajo na več kot 70%. Zdaj Biden pa prav, to je bilo pred parimi dnevi, je rekel, da se pa da zaobiti recesijo. Kakšno je tvoje mnenje? Pa recimo mogoče tukaj lahko izpostavim še en res ekstrem. JP Morgan, maja 40% verjetnost nastanka recesije, junija 85%. Ja. Tako si je malo treba premisliti. V tem kontekstu si je, kar je v redu, gledati tako, dobra bi rekel, analogija je, da se predstavljamo, da si v sobi, da si v dnevni sobi, v stanovanju doma
in temperatura je, recimo, nekako bi rekel inflacija. Se pravi, visoka temperatura pomeni visoka inflacija. In seveda zdaj vprašanje je, ti imaš termostat, ki bi ga rad kontroliral, da bi zdaj temperaturo znižal. Zdaj, kaj centralne banke delajo? Trenutno, če gledamo, kje je monetarna politika, še nismo izključili toplote in prešaltali na air conditioning, dodajamo samo manj toplote. Zato, če pogledaš realne obrestne mere, še posebej, če glede na inflacijo, so izredno negativne. Se pravi, realne obrestne mere morajo postati ne negativne, v bistvu vsaj pozitivne, da nekako začnejo zavirati gospodarsko rast. Se pravi, zdaj, ti centralne banke trenutno zmanjšajo temperaturo topline, a bodo kdaj preklopile, da bodo začele mrzel zrak, pumpati v stanovanje? Ja, jaz sem prepričan, da ga nekako morajo. Pri tej inflacijski dinamiki, ki se trenutno izkaže, še posebej v ZDA, kjer je jasno, da je gospodarstvo pregreto, ker se ima ogromni fiskalni impuls po pandemiji, se mi zdi, tlele bodo zelo, zelo, zelo težko bo samo znižati, bi rekel, ne več dodajati topline, zdaj se mi, da bodo mogli nekako preklopiti in dodajati mrzen zrak, kar pomeni, da je velika verjetnost, da se nekdo prehladi. Se pravi, ta prehlad je potem zdaj recesija in vemo, kaj če ameriško gospodarstvo dobi prehlad in kihne, potem zna zboleti tudi celo svetovno gospodarstvo. Tako da jaz bi rekel, da trenutno moje osebne ocene so, da obstaja možnost, da nekako varno pristanemo, bi rekel, sigurno se bo brezposelnost zvišala, sigurno se bo ekonomska rast bistveno umirila, sigurno bodo določeni tržni segmenti, kot so nepremičnine, gradbeništvo, pa to, ki so izredno občutljive na obrestne mere, to bo izredno zabremzalo. Zdaj vprašanje je, ali bo to dovolj, da se pahne vse. In jaz bi rekel, teh verjetnosti noben ne ve, pošteno povedano. To so ocene, ki se razlikujejo, ampak jaz bi rekel, da so šanse, da bomo imeli, bi rekel, kot se reče soft landing, so slabše od 50%. To je moje osebno mnenje, ampak se lahko zgodi, seveda se lahko zgodi. Ne bom rekel, da so šanse nič, ampak verjetnost pa ni, bi rekel. Ja, tukaj so mnenja zelo deljena, tudi pogosto, vse bolj pogosto se govori o tem hard landingu, ne. Pa lahko poveš, recimo, kako bo to izgledalo v praksi, kaj to pomeni, če bo treščalo? Če bo treščalo, to pomeni, jaz bi rekel, scenarij, ki je, bi rekel, slab scenarij, ki se ga noben ne želi in sigurno se ga vsi probajo nekako izogniti, je to, da bi rekel, da začnemo, bi rekel, dva potrebna pogoja sta, ki bo ta naredila, bi rekel, da imamo slab scenarij, tak hard landing. Eno je to, da bomo začeli, da se začnejo dobivati podatki, mislim, resni podatki, da so se srednjeročna inflacijska pričakovanja se že vzdigujejo, se pravi, ljudje bodo pričakovali naprej višjo inflacijo, kar pomeni, da se bodo hoteli vnaprej zavarovati proti temu, da jim realna kupna moč ne pade, kar pomeni, da bodo zahtevali, če bo le mogoče, bistveno višje plače, da se zavarujejo pred tem padcem, kar pomeni, da se bodo profitne marže podjetij s tem zvišenimi stroški dela se pač zmanjšajo, kar pomeni, da bodo potem podjetja probala te višje stroške preliti v višje cene in začne z to špiralo. To potrebujemo, ko enkrat prideš v tem, to je potem nekako pridemo iz enega režima. Mi smo živeli 30 let v režimu, ki je bila inflacija, jaz temu rečem, nekakšen background noise. Ljudje
inflacijo nisi upošteval, ko si se odločeval o svojih realnih odločitvah. Ne midva kot osebe, ki so računala, a dava denar v to, ali bo kupila nepremičnino, ali kupiva avto, ne podjetja, ki so se odločala, zgradimo tovarno, bla, 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 investiramo v to. In smo bili v enem stabilnem inflacijskem obdobju in temu mi ekonomisti rečemo, temu se reče rational inattention. To je bila racionalna. Mi racionalno nismo se s tem ukvarjati. Tu je nekakšen to zadnji, je bil nekakšen šum, tisto je šlo, plus, minus, bla, bla, bla in tako naprej. Okay. To smo mi navajeni živeti že zadnjih 30 let in tako naprej. No, zdaj, drugi scenarij, ko pa enkrat priješ v režim, ko pa to ni več en šum nekje v ozadju, ampak postane ta, bi rekel, koordiniran, sinhroniziran vzdik cen, postane, nekakšen, ljudje okoli tega se koordinirajo. In ko se enkrat začnejo ljudje koordinirati, potem postane inflacija, kar je tisti povprečen vzdik cen, prav tista, bi rekel, točka, na katero se fokusira vse. In potem to začne vplivati na realne odločitve, se pomeni na plače, na profitne marže in vse. Ko enkrat prideš v ta režim, je to zelo, zelo težko. Edino, kako ga nekako presekaš, je to, kar se je zgodilo v 80-ih letih v ZDA, ko je Volcker leta oktobra 1979 vzdignil obrestne mere na 20% in pahnil ameriško ekonomijo v najbolj globoko recesijo pred 2008, ne pozabi to 20. leta, kaj je naredila Margaret Thatcher, da presekaš to. In to je izredno boleče, glede na ljudje izgubijo službe, pade vrednost s tem, to nočeš priti. Ampak zdaj vprašanje, kje smo? Mislim, jaz nismo še v tem novem režimu, smo pa v nekakšni tranziciji. In jaz bi bistveno rad, da centralne banke naredijo malo več, da sploh preprečijo, da pridemo v nov režim, ampak da nas potegnejo nazaj v ta režim, ker bo seveda tudi nekaj trajalo, kot pa da pustijo, da pademo v ta čisto drugačen režim, ker potem iz tega priti je potem bistveno težko. A bomo iz retorike Feda vedeli, recimo, če bi Fed nas želel nekako pahniti v recesijo, a bomo to iz retorike vedeli, ali nas bo to šokiralo? Iz retorike ne bodo. Fed nikoli, mislim, to centralna banka, mislim, ni v malo ljudi mislijo, da centralni bankirji nekako sedijo kako je fajn narediti recesijo. Ne, to je tragična zadeva, ampak treba se vedeti, da je monetarna politika izredno grobo orodje. Je orodje, ki po eni strani bivši guverner, moj kolega, s katerim sem pisal članke, Jeremy Stein, ki je bil guverner, je imel super izraz, ki pravi, monetary policy, it gets in all the cracks. Se pravi, gre v vse, povsod pride noter. Ampak to je pa tudi problem, ker je, kako poliješ vodo, povsod priteče voda noter. Ampak to ni, bi rekel, to je izredno grobo orodje. Je izredno efektivno, ampak se pravi, Fed bo kot ECB, kot vse centralne banke, bodo probale znižati inflacijo, prijeti nazaj v ta, bi rekel, dober režim, ki smo ga navajeni, ki ga centralne banke garantirajo, celo po zakonu ga morajo garantirati, in to bodo poskušali narediti po bi rekel, najnižji ceni, glede na brezposelnost in tako naprej. In tle se je treba zavedati, se pravi, vse centralne banke bodo izredno data dependent, gledale, kaj se bodo dogajale, probali bodo komunicirati za finančnimi trgi, da so čim manj, bi rekel, čim manj je nepričakovan, čim manj je, bi rekel, takih stresnih dogodkov, ki lahko pahnejo finančne cene, zelo navzdol zdignejo premije tveganje in imajo negativne posledice, ampak sem pa 100% prepričan, da bodo naredili vse, kar je potrebno, da vrnejo, bi rekel, ekonomijo v ta dobri režim, ki ga dajo. Ker to morajo narediti, ker to z zakonom so tudi določeni. Zdaj, ali to lahko naredijo tako z minimalnimi, bi rekel, negativnimi ukrepi, ala in vera. Če pa ne, bo pa lahko znati tudi zelo boleče.
Ja, centralni bankirji so zdaj v bistvu že priznali, da so naredili napako, da so v bistvu podcenjevali inflacijo. Tako Absolutno, da, ja. Podcenjevali so inflacijo, tako. Zdaj seveda ljudje pravijo, ampak treba se nekaj zavedati, tako. So podcenjevali so v tem smislu, izkazala se je tako bistveno bolj trajna in bistveno bolj razširjena, ampak so se zgodili šoki, ki so bili totalno nepredvideni. Zdaj, to je tako, kot da moš reči, zdaj fair, da J. Powell ni vedel, da bo Putin napadel Ukrajino. Sorry, žal mi, ne morem reči. Ja, sigurno so obstajali scenariji, glede na to, kako je bil ta fiskalni impuls velik v Ameriki in naprej, da bi bilo mogoče zelo pametno začeti umikati monetarnost, z manj monetarno stimulativnosti bistveno prej. To bi jim pomagalo. Ampak to je it's a judgment call. Seveda, zdaj po bitki smo vsi generali. Ne branim zdaj centralnih bankirjev kot ne. Ja, bila je napaka. Seveda je bila, ampak ta napaka je ex post, ne ex ante. Zdaj probajo komunicirati in reči, kaj se iz te napake naučimo, kaj lahko naredimo, kako nekaj naredimo. To je neexaktna zadeva. Ja, je komplicirano in je seveda, je žalostno. To sem prepričan, sem sedel na ne vem koliko sestankih odbora v Washingtonu in stuff like that. Ljudje, to ni igra. To ni igra. Res ni igra. Mi se tam smo se prekleto dobro zavedali, da vsaka odločitev pomeni delovna mesta, da pomeni, ali ljudje dobijo hipoteko ali ne dobijo hipoteke, ali izgubijo službo, ali si lahko privoščijo upokojitev in te stvari. Ampak vemo, da v dolgoročnem smislu ekonomski sistem, ki ima, kjer inflacija, kjer je to, ni samo tisti, šum v ozadju, je bistveno slab za vse. In to je treba s tem se zdaj soočamo. Kako pa, zdaj si rekel, da itak je cilj centralnih bankirjev, da nekako stabilizirajo to inflacijo oziroma znižajo inflacijo, kako pa ta državni, recimo temu intervencionizem z regulacijo cen pogonskih goriv, pa tudi nekje hrane, kako pa to v bistvu vpliva na vse skupaj? Lej, to so malo bolj populistični ukrepi, ki lahko grejo volivcem. Jaz sem bil, absolutno se mi zdi, da kaj bi mogla država narediti, je to, da ti omejiti cene, dati kapice na cene je sigurno slaba ideja, zato ker cene so ti relativni signali, ki trgu sporočajo, ki proizvajalcem in ljudem, ki kupujejo stvari ali firmam, dajo signale, kaj to je. Spravi, če ti začneš, narediš distorcijo tem signalom, se tudi nikoli povpraševanje in se tudi ponudba ne more prilagoditi temu povpraševanju. Ampak to ne pomeni, da mora zdaj vlada vzdigniti roke in reči, sorry, we can't do anything, laissez-faire. Absolutno ne. Obstajajo šibki segmenti v družbi, govorimo o starejših občanih, upokojencih, družine za veliko otrok in stvari. Bistveno bolj pametno je, da se tem ljudem, ki jim kupna moč res ogromno pada, ki so v nizkem, ki niso zavarovani, ki jim, stroški goriva, hrane pojejo 60% njihovega, 60-70% njihovega budžeta, je bistveno bolj, da se tem ljudem daje direktno subvencije, kot pa da se daje kapice na splošne cene goriva. Tako da tle bi lahko vlada naredila, kjerkoli vlade imajo bistveno bolj efektivno politiko, ki res pomaga ljudem, ki so najbolj prizadeti v tem. Ampak še zmeraj naredi pa distorcije tem tržnim signalom, ki so absolutno pomembni, da se bo enkrat ponudba in povpraševanje najdlo ravnotežje v boljših razmerah. Tako da, to so populistični ukrepi, seveda dobro zveni, ko greš na televizijo in rečeš, da zdaj bomo pa dali kapico na dizel, ne vem kaj tazga. Ampak iz ekonomskega in tudi socialnega vidika, pa to niso najboljši ukrepi.
Ja, pa nas v Sloveniji je benzina zmanjkalo, zaradi tega, ker so ljudje seveda, hiteli zadnji dan, ne? Sem bral, sem videl, zdi se mi, da so to bolj taki kratkoročni, da to ni tak sistematični problem, ampak seveda, mislim, jaz se spomnim lihe in pare tablice, kdo je tankal, To je že kar res dolg časa nazaj, ne? To je že res dolg časa nazaj. Mislim, Zori niso tako mislili, ampak Ne, to je bil čist nek drug režim takrat, ne? Ampak to se zgodi, ko boš enkrat začel narediti distorcijo cen, potem naslednji korak bo nekakšen, kot se reče to, rationing, omejevanje. Prej si omenil dvig plač, ne? Dejansko je neka raziskava od Manpower pokazala, da 2/3 delodajalcev napoveduje dvig plač v drugi polovici leta, številne družbe, sploh večje, pa že v bistvu korigirajo plače tudi z inflacijo. Tako da je v bistvu smo že v tem procesu, višja inflacija, dvigovanje plač, ne? Ja, po eni strani normalno, plače se morajo vzdigati, ne moreš zdaj, za vprašanje, a se bodo začele vzdigovati več, kot je, a se bo začela pri vzdigu plač, ne samo, kaj je realizirana inflacija, ampak tudi pričakovana inflacija. Tlej treba malo pozeti. Je normalno, da pri tem vzdigu cen, ki smo ga doživeli recimo v zadnjem letu, večinoma naših realnih plač se je znižala v realnem smislu, v nominalno. Se pravi, kar pri takem trgu dela, ki je trenutno izredno aktiven in ni veliko, brezposelnosti in je veliko povpraševanje še po strokovnih kadrih pa tako naprej, je jasno, da se morajo delodajalci začeti ponujati plače, ki vsaj ljudem ne zmanjšajo v realne plače. To je normalno. Zdaj vprašanje, ki postanejo stvari delikatne, je, če se v vzdige plač danes začne nekako računati pričakovana inflacija, ki zmerom raste. Zdi se mi, da pri tem še nekako nismo, se pa seveda bližamo tej kritični točki. Zato, ker v to točko ne priješ kar naenkrat. Začne se s tem, da normalno vsi delavci, tako kot jaz, najbrž kot ti, ko se začnemo pogovarjati o plačami, hočemo vsaj, poglejte, meni se zdaj 6%, realno mi je padla kupna moč. Koliko tega, mi boste nadoknadili, z vzdigom moje nominalne plače. Zdaj vprašanje je, če se imaš ti moč in rečeš, poglejte, jaz pa pričakujem zdaj inflacijo naslednjo leto, to bi 7,5% in že zahtevam 8% vzdig plač, da se zavarujem pred tem, kako mi se bo zmanjšala realna plača. Ta dinamika, in to je zelo odvisno od kakšen je trg dela, kako močni so sindikati, koliko imaš veliko centraliziranega pogajanja plač, in tle je Evropa bistveno drugačna od Amerike, Slovenija je drugačna od drugih držav in tako naprej. Pa ko enkrat prijemo v to dinamiko, potem se pa stvari, tle je to. Tako da, luči so oranžne, nekateri semafori so rdeči, smo nekje na tem. Tega ne veš, kdaj prideš. Kar naenkrat se znajdeš v enem novem ravnotežju. Spet prijeti nazaj, potem bistveno težje. Zdaj, daj mi povej, a misliš, da je možno, a obstaja scenarij, da ECB, sicer so napovedali, da bojo potem jesen začeli z bolj agresivno politiko, dvigovanja obrestnih mer, a je možno, da se ta scenarij zaradi številnih bolnikov v Evropi nekako ne zgodi? Sigurno, ja. Mislim, poglej, če se zgodi, da ekonomska rast recimo upade, mogoče zaradi spet nekakšnih velikih lockdownov, ki se izkažejo zaradi, ne vem, nekakšne izredno infekcijske variante novega COVID-a, da smo spet nazaj v tem, da se zapre vse, absolutno. ECB potem seveda ne bo ustrajal pri vzdigu obrestnih mer. To je bilo to nekako, mislim, absurdno, ampak zdi se mi, da ta scenarij seveda obstaja verjetno, ne vem, koliko verjeten je, mislim, recimo cepiva, ki jih imamo, ko so precej učinkovita,
Tudi ljudje, ki če dobijo ta COVID, če so cepljeni, imajo bistveno, niso tako bolani. Recimo v Švici se zdaj zdiguje, te okužbe se zelo zdigujejo, ampak kar se tiče bolnišnic, ljudje v bolnicah, je pa na nuli. Tako da jasno je, seveda, kaj se bo dogajalo, ECB bo zelo pazil, kaj se dogaja na realni ekonomiji. In zdi se mi, da zato se tudi oni ne odzivajo tako agresivno, kot se je Fed, ker je inflacija, ampak nimaš pa tako pregrelega gospodarstva, kot je recimo v ZDA. Zdaj, ko si rekel, da bi bilo res absurdno, jaz mislim, da je bilo res nekaj absurdnih situacij v tem zadnjem desetletju. Tako da mene kakšna taka absurdnost ne bi presenetila. Daj mislim, še to povej, zdaj medbančna obrestna mera, Euribor, se počasi zdaj lepo, vse tri se lepo krepijo, 3, 6 in 12 mesečna. Kolikšna je verjetnost, da pridemo do 5% v recimo 12-mesečnem, 24-mesečnem roku, tako kot je bilo pred recimo desetletjem? V ECB, misliš, že evropske? Ja, seveda, Euribor. Ne, mislim, da so to izredno, ne. Treba se zavedati že nekaj tega, to je ta, obrestna mera, ko se zdiguje glede na kaj, kdaj postane monetarna politika restriktivna ali stimulativna. To ni, in glede na to, ta, neutralna obrestna mera, ki jo seveda, da samo ocen z modeli, z ekonometrijo, statistiko, je pa ogromno dela, to je zelo negotova ocena, ampak kaj se ve, da se ta neutralna obrestna mera, ko si enkrat na tej obrestni meri, je monetarna politika je nestimulativna in nerestriktivna. Neutralna je v tem smislu, je bistveno nižja danes, kot je bila 20-30 let nazaj, ko smo se soočali z istimi inflacijskimi učinki. Tako da pričakovati, da se bodo kratkoročne obrestne mere vzdignile na nivo, ki je predvladoval v 90-ih ali 80-ih letih, ko so se centralne banke borile s to inflacijo. In to sploh ni absolutno ne. Zato, ker je ta neutralna obrestna mera, rečemo R-star se temu reče, R za zvezdico. Ta R-star je bistveno nižji danes, kot je bil prej. Zakaj? To je zdaj komplicirano, so določeni strukturni razlogi, ampak vemo, da je bistveno nižji. Tako da vzdik obrestnih mer bo proporcionalno bistveno manj, kot je bil glede, če gledaš, kaj se je to dogajalo recimo v 90-ih ali 80-ih letih. Ja, zelo veliko se namreč o tem govori tudi v Sloveniji, da obstaja tudi te možnosti, pa prigravajo razne scenarije, tako da vprašam. Mogoče samo, če bi se lahko dotaknila, recimo, marsikaterega vlagatelja zanima, kako v bistvu zdaj sploh ravnati, kako se obnesejo delniške naložbe v takšnem okolju. Marsikater vlagatelj sploh razmišlja, a bi zdaj plasiral, a bi ali ne bi šel na borzo, tako precej dilem se pojavlja. Kako ti odgovarjaš na to? Jaz zmerom gledam, tvoja investicijska strategija, kot vlagatelj, mora biti skoraj nekako, bi jaz rekel, neodvisna od cikličnih gibanj. To je moja. Ti moraš, se pravi, ti gledaš, kje si v svojem življenjskem, recimo, če ti je zdaj le padel, nažalost, če si ti v situaciji, da so ti zdaj tvoji, bi rekel, investicijski portfelj, ki ga imaš za pokojnino v tem smislu, za dolgoročne zadeve, če ti je zdaj le padel 30% in si 5-6 let pred upokojitvijo, to najbrž nisi dobro investiral, si preveč v tveganih zadevah. Tako da, jaz mislim, gledam, seveda zdaj so priložnosti, zdaj so cene so ugodne, tako da moje alokacija je še zmerom, kupujem vsak kvartal, tako kot sem jih kupoval prej, jih kupujem naprej, ampak seveda z časom, ko se bližam, bi rekel, se velik del mojega portfelja začne z leti se nekako pretopli iz
tveganih delniških obveznic v bistvu v cash ali cash ekvivalentne tranzije. Tako da potem, če se ti potem zgodi tak šok, je to minimalno, ko govorimo o normalnih nikanjih. Tako da še zmerom je to, kar smo se mi velikrat pogovarjala in kar vem, da ti zelo poudarjaš, gledati moraš to dolgoročno. Noben, ampak res noben, ki ne more povedati, kdaj je finančni trg na dnu, kdaj je na vrhu. Ne. Je pa zato, vemo, da v delnicah v povprečju na dolgoročno boš dobil svojih 6-7% equity premium, ki če jo na obrestni račun zračunaš čez 30 let, je to ogromno denarja in to je strategija. Tako da, jaz sem preživel 2008, 2009, sem preživel tech bubble 2001, 2002, tako da, ampak to so bili pač nihanja gor pa dol, še zmerom ista strategija in če končno gledam svoj portfelj, se mi zdi, da sem kar ok. Ja, pod črto si kar zelo ok. Ker se je kar fajn okrepilo vse. Ko sem ti poslala SMS, da bi naredila to epizodo, si mi rekel, da boš komentiral kriptokolaps. Zakaj? Sej ni kaj za komentirati. Jaz sem bil že najbolj skozi precej skeptičen, kaj se glede na kripto in zdi se mi, da se mal veliko I hate to say I was right, ampak nažalost to je bil izredno spekulativen balon in zdaj se res pač se izkaže, da je da so bili v tem trgu zelo problematične investicije in da bodo ljudje izgubili veliko denarja. Določeni ljudje bodo izgubili veliko denarja. Kaj sem hotel izpostaviti, je to, kar se mi zdi, je veliko ljudi je, ko je o kripto govorilo, o Bitcoinu, ko so govorili, da je to, it's an inflation hedge, da je to investicija, ker ni kontroliran centralni bankirski denar, da je to, da je limited supply in tako naprej, da je to, proti temu, da je to izkazalo, da je to dobro proti inflaciji. Zdi se mi, da če se kaj izkazali, je to, da so kriptovalute najslabši, hedge proti inflaciji, kar si lahko predstavljamo. To je ena zadeva. In druga zadeva, kaj je za tem, za propadom Terra, Luna, za to, kar se je zgodilo sta Celsius, za temi Celsius, kaj je že tak, suspendiral vse te, ljudi ne morajo več vzeti denarja ven. To je tipičen, to je bank run, to je klasičen bank run, ki smo ga videli, ki je neskončno krat v zgodovini. To je ena zadeva. Po drugi strani, kaj se je pa tudi izkazalo, je to je pa malo bolj nuansna varianta, je to, da vidiš, kako je potreben central bank money. Kaj kripto išče teh 10,000 kovancov, ki trenutno plasirajo na teh trgih, iščejo, kot se reče, nominalno sidro, nominal anchor. In edini, ki lahko da to nominalno sidro je, kot mi rečemo, central bank money. Se pravi, kar se je izkazalo, je, da če central bank money ne bi obstajal, bi mogel biti izumen, bi ga mogli izumiti, da nekako zasidamo. Tako da tle se mi zdi, tle bo pa še kar nekaj časa kaosa in zdi se mi, da ljudje ki so investirali, to se morajo pripraviti na divje čase. Divje čase na borzi, divje čase v kriptu, divje čase na nepremičninskem trgu, vsaj v Ameriki, v Sloveniji. V centralnih bankah, natanko tako je. Ja, tako da nas čakajo divje čase, mogoče samo za konec, da zaključiva, res divje, geopolitične napetosti, imamo kar nekaj zdaj res vročih žarišč, Kitajska, Tajvan, Rusija, Ukrajina. Kitajska, Ukrajina, Rusija, seveda, absolutno, to je še bistveno bolj negativno vpliva, to vzdiguje nezaupanje, to bistveno, komplicira, te disrupcije v našem izredno integriranem globalnem ekonomskem sistemu, da sploh ne govorimo o teh klasičnih učinkih, kot so surovine, nafta, v tem. Tako da geopolitična situacija,
to napetost, Kitajska, ZDA, Kitajska, Evropa, Rusija, to ne bo se zdaj rešil do konec poletja, daleč tega. Zdi se mi, da govorimo vsaj nekaj let, bi rekel, bistveno zaostrene geopolitične situacije, kar seveda negativno vpliva na premije tveganja, zaupanje investitorjev, in to seveda tudi komplicira centralne banke, strategijo centralnih bank. Tako da, ja, res, not again. Zdaj gremo na počitnice, poletne počitnice, ko pridemo nazaj jesen, kaj nas čaka? Če bi vedel, kaj nas čaka, bi rekel, meni se zdi dve stvari bi tako izpostavil, kjer se stvari lahko komplicirajo. Eno je to, da zdi se mi, da to, kar se izpostavlja malo prej v začetku, da če spet prijemo nekake variante tega virusa, ki bo začel bi izredno okužen, mogoče celo manj nekako te cepitve, pa to ostata zdravila bodo manj učinkovita. To me zelo skrbi, to je ta zadeva, da smo spet lahko nekje v kakšnih lockdownih ali mogoče ne taki ekstremni situaciji, kot smo bili dvema letoma, ampak sigurno to ne bo pomagalo, to je ena zadeva. In pa pol seveda, kaj se bo dogajalo z energijo v Evropi, glede na razmere, rusko. Rusija, vojna, a bo ta uvoz energentov, plina, nafte, to zna biti izredno, bi rekel, komplicirane zadeve, še posebej, če Rusi takrat bodo imeli bistveno večjo moč in bodo lahko začeli pritiskati, kar pomeni, da se potem to bo imeli pa res tudi zelo slabe gospodarske posledice, še posebej za Evropo, ki je trenutno še zmerom odvisna in, bi rekel, do zime ni govora, da se bo nekako rešila tega, bi rekel, tega ruskega vpliva. Tako da tle se stvari zelo lahko komplicirajo in to me skrbi. Kako ne zaključiva tako negativno? Imamo kar cel kup enih takih zadev, tako da ni več razlogov je za skrb kot pa za veselje, čeprav naš premier pravi, da ljudje plešejo na ulicah. Ne vem, kje se naš premier zadržuje, ampak jaz mislim, da vse več ljudi bolj stoji na črpalkah in čaka na gorivo. In v trgovinah se sprašujejo, kako bodo plačevali za jest vsi, a ne? Ja. Kako bodo plačevali račune elektrike, plina, kurilnega olja, še posebej, če se izkaže, da je mrzla zima, in Rusi izredno, bi rekel, začnejo to izkoriščati za svoje strateške interese, to lahko potem zelo, zelo neprijetno. Egon, najlepša hvala za super debato. Zelo vesela sem, da lahko malo po tvojih možganih takole pobrskamo. Žal mi je, da sem črni krokar, ki nimam dobenih dobrih, kako bi se rekel, takih pozitivnih misli, ampak zdi se mi, da za nekaj časa moramo biti se moramo kar zavedati, da so stvari delikatne in da bo to. Upam, da bomo prepluli, te čeri, sem nekako še zmerom v smislu sem optimističen, v dolgoročnem smislu, ampak to ne pomeni, da bomo imeli, bi rekel, da bomo imeli kar nekaj sivih las, iz tega ekstremnega optimizma gremo zdaj v pesimizem, upam, da ne v prav preveč ekstremen pesimizem. Upam, da bomo situacijo vseeno nekako rešili. No, vedno se je nekako rešil, ne? Upam, da ne bo res črni scenariji. Najlepša hvala za debato, hvala, da si se nam javil iz Švice. Velja, super, Marja, lepo je bilo, srečno in upam, da se spet kaj slišva. Velja? Okay. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi prosim pišite na marja@money-how.si ali preko katerega od družbenih omrežij. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!